Poglejmo resnici v oči. Duhovnost je postal dober biznis, dober posel in marsikdo, ki seveda hrepeni po kapitalu in hrepeni po finančnih presežkih, je to že ugotovil, prebral kakšno knjigo in seveda tako v svoji glavi že postal veliki guru, ki širi svoja znanja tistim, ki morda so bolehni ali pa nevedni, z manj izkušnjami oziroma potrebujejo pomoč v kakršnemkoli smislu. V tokratnih prvih minutah naše oddaje Klepet ob kavi bomo tako z Gregorjem Škerlom govorili o tem, kaj duhovnost pravzaprav sploh je v svoji osnovi in v svojem bistvu. Kajti vse več je teh primerov, kot smo torej rekli, da se duhovnost pravzaprav lahko gre čisto vsak, ki pa bi na nek način lahko nekaj tudi zaslužil. Pozdravljen, Gregor! Živjo! Evo, čajček je že pripravljen tukaj zate. In ja, kot smo začeli, mnogo ljudi je prepoznalo dobro tržno nišo duhovnost. Prebrali so mogoče kakšno knjigo ali pa tudi ne in se jim zdi, da je to en dober način, kako lahko prodajajo meglo. Ja, ampak tukaj so že ujeti v ta prvi paradoks, rečemo, te duhovnosti. Duhovni človek je skromen, pošten, ne zavaja ljudi, pomaga ljudem, je altruist. In v tem primeru taki duhovni ljudje, taki samouklicani svetli ljudje škodijo samim sebi in seveda s tem, ko škodijo drugim, škodijo sami sebi. Kar sejemo, to žanjemo oziroma what goes around comes around. In v tem primeru sploh v svetu karme, tisti, ki pozna, danes se obrača zelo hitro, se pravi zjutraj jaz nekoga, ko bi rekel, okoli 6, popoldne nekdo drug mene. In tako se tudi takim ljudem v bistvu to obrača nazaj. Se pravi, če so pogoltni oziroma pohlepni, nekako pridejo do te šole, ki jo rabijo, do lekcije, ki jo rabijo usvojiti, zato da se tega naučijo. Tako da še vseeno na koncu koncev mora biti nekaj ljudi, ki zavajajo, zato da drugi, ki morajo biti zavedeni, dobijo to izkušnjo in da potem bolje vedo. Tudi to bi lahko upravičili na ta način. Jaz sicer ne verjamem v to, da mora biti enako dobrega kot zlega. Jaz verjamem, če bi bili vsi dobri, če bi bilo vse dobro, bi bilo na svetu zelo lepo oziroma še lepše, kot je. Manj težav. In ne bi se ljudje, v bistvu ne bi jim bilo treba zahajati, bom rekel, prav zahajati v neke kvazi New Age duhovnosti, ampak bi se res osredotočili na pravo duhovnost, ki pa tiči znotraj nas. Znotraj nas. Obstaja precej mojih prijateljic tudi, ki berejo knjige in jih goltajo. Tudi sama sem bila kar precej časa med njimi in si pridobivajo znanja in tako in v debati pravzaprav res blestijo, ker vse vejo, kako se vsem tem stvarem streže. Pa vendarle v praksi padajo že pri prvi čistaki vsakdanje stvari. Pomembno je torej poudariti, da nima veze, koliko knjig ste prebrali, kaj imate v sebi in kako vsa ta orodja, ki jih mnogi nudijo, uporabljamo v vsakdanjem življenju, ko se res da pokaže, kakšen človek si. Kajti tu knjig, kakor si prebral, to pravzaprav nič te ne tangira. Meni je kakšna knjiga že spremenila življenje in spremenila popolnoma pogled na življenje, medtem ko je nekomu lahko zgolj zanimiva literatura za dobro debato z nekom, ko se bo moral dokazati. In tukaj sva pri duhovnem egu, ki pa ga je včasih težje prepoznati in se mi zdi, da je najbolj tak lisiči ta duhovni ego v tem smislu, da prebereš 3 knjige in imaš občutek, da si pogoltnil celo znanje tega sveta. Prevzetnost, to je še en tak, to je ta en izmed 10, ko se reče grehov. Jaz moram priznati, jaz nisem zagovornik krščanske cerkve kot religije, sem v bistvu celo bi lahko rekel nasprotnik, medtem ko v vero pa spoštujem, imam svoja verovanja in spoštujem ne samo krščansko vero, ampak se pravi duhovnost na splošno, od islama, budizma, hinduizma, tudi kristjane. Spoštujem vse ljudi in vsako vero, vsako verovanje in prepričanje. Ne pa kot religije. Vsa ta prepričanja, če pogledamo Koran, če pogledamo Biblijo, če pogledamo vse te stvari, celo tibetansko knjigo mrtvih, ki je zelo zanimiva primerjava s Svetim pismom, ampak pustiva zdaj to.
Sej tukaj nobena od teh knjig ali pa nobena od teh religij, ne, institucij, ne govori o slabem stvareh, ne? Govori pravzaprav o teh, kako moramo spoštovati samega sebe in ljudi okrog sebe. Govori o tem, kako najdeti duhovnost, kako najdeti notranji mir, se soočiti sami s sabo, z lastnimi strahovi, zablodami, ki smo jih že zgodili, smo jih že naredili, ampak hkrati se zavedati sebe, se zavedati svoje duhovne poti in pa rasti. In ravno zaradi teh, v bistvu, ker so knjige, kot si jih prej naštela, zelo lepo opisujejo od Korana do Svetega pisma, zelo lepo opisujejo, kako najti srečo, kako najti to duhovnost v sebi, hkrati pa zaradi novodobnega življenja ali pa tempa ali pa vseh teh izgovorov, ne, pa ravno te ljudje, ki bi mogli najbolj skrbeti za duhovnost, v bistvu to govorijo in prepričujejo ljudi v nekaj, ne, sami pa počnejo drugače. Tako smo videli razne duhovnike s CLS, AMG Mercedesi, ki se začne cena šele moraš najprej Mercedes zakupiti, potem daš 200.000 evrov, da ga oni predelajo še boljšega, ne. Rečemo, take stvari in taki ljudje nam predavajo duhovnost in pa skromnost. In ko so to ljudje videli, so se začeli obračati k New Age, se pravi novodobni duhovnosti, ki pa potem povzema najboljše v bistvu instant rešitve, skupaj zmeče iz vseh teh religij, ki sva jih prej naštela, plus še z antropozofije, se pravi veda o človeku, kako deluje človek, razum, in pa mogoče teozofije, pa še kakšne take vede, ne? Kaj se mi zdi, da je še pomembno, da poudariva, v naši oddaji se tukaj srečuje pravzaprav v dnevni sobi res ogromno število duhovnih ljudi, pa ne bom rekla niti duhovnih ljudi, ampak ljudje, ki imajo kaj za sporočiti temu svetu, ki imajo veliko darilo, ki lahko dajo, veliko tehnik, metod in vsega ostalega, kaj so pridobili preko izkušenj, branja in raziskovanja. Ampak to niso naši rešitelji. Naš rešitelj smo mi sami. Tako. Tudi knjige in duhovni vodje, če rečemo temu, ne, knjige so orodje, medtem ko duhovni guruji, kot jim rečejo, ne, so lahko mentorji. Orodje uporabljamo v delavnici zato, da si pomagamo nekaj narediti. In ravno tukaj so tako enako so tudi tukaj knjige tisto orodje, s katerimi pridemo do želenega cilja oziroma do poti, ki nas pripelje do cilja. In mentor je ravno tako tisti, ki nam pokaže vrata, pa vendar moramo sami stopiti skozi ta vrata. Se pravi, sami se moramo soočiti s tem, moramo biti prepričani, da so to prava vrata, ker pravi mentor jih ne bo nikoli povedal, nikoli ne bo dal prave, najlažje rešitve na pladnju. Te bo pripeljal do vprašanja, kjer boš ti pokazal, koliko si zrel, in ta zrelostni izpit je, skozi katera vrata boš stopil, ne. In danes so pa te duhovni guruji in pa vedeževalci in pa nekateri, ne, izmed njih, kot si rekla že na začetku, da izkoriščajo to nevednost oziroma to hotenje ljudi po neki instant rešitvi in to močno računajo in v bistvu tudi prodajajo neke puhlice, meglo in take zadeve. Ne pa vsi. Treba je poudariti, da določeni ljudje ostajajo duhovni znotraj in z dejanji in s celim bitjem, kot so. A veš, da jaz poznam ogromno ljudi, recimo, ki v življenju ne bi nobene knjige prebrali strani duhovnosti, pa v življenju ne bi šli na nobeno predavanje, pa na noben, ne vem, karkoli, ampak so bolj duhovni kot nekdo, ki ure in ure preživlja ob tej literaturi. In tudi zelo zanimivo, zdaj čez nekaj dni izide knjiga Prehrana, lepota, čistoča in tukaj notri so zbrani recepti. In vsi ti recepti se tudi ne bodo sami od sebe pripravili, tudi če si boste, si boste kupili knjigo. Pravzaprav gre za to, da sam moraš vse to narediti. Se pravi, imaš vodilo, imaš recimo nek recept, ki ga pa potem prilagajaš sebi, trenutnemu počutju, trenutno stanjemu, shrambi in vse te ostale stvari. In ravno v tem je fora, ne, če zdaj tako rečeva, ne. Se pravi, da smo mi tisti, ki imamo vajeti v svojih rokah, samo zategniti jih je treba pa odpeti tam, ko se zagre. Gre za to, da imamo vedenje, ki nam ga dajo knjige, ali pa izkušnje, ki jih naberemo sami. V življenju. Tako. In jaz
bom povedal po resnici, jaz nisem prebral veliko knjig. Ampak tiste knjige, ki sem jih prebral, so mi dale nekaj. Ker če mi knjiga, v katero berem, ne da res nekaj v meni, ne spremeni mojega jedra, bi tako rekel, ne, ali pa da se vsaj poistovetim lahko s tem, mi knjiga nič ne pomeni. Jo berem tako kot, ne vem, večerni roman ali pa glasbo izpred 20 lanski sneg, rečemo, ne. In te knjige so nam vodilo, bi nam mogle, nam dajo prave stvari za to, da se sami potem odločimo, pridemo do rešitev, do izkustev, katera nam dajo pa znanje in vpogled v celo situacijo. Če jaz vem, kako se meditira, mi lahko nekdo pove ali pa preberem, poznam cel spekter vseh aspektov, ki so okrog meditacije, ampak dokler ne bom sam znal meditirati, nič od tega ne bom čutil, kar pomeni, da nič ne vem, nič ne znam. Tudi knjigo Prehrana, lepota, čistoča lahko preberete, pa to ne pomeni, da boste fajn jedli, pa uporabljali fajn domačo kozmetiko pa čistila, ker si jih morate dejansko tudi pripraviti. In se mi zdi, da je to v teh vsakdanjih stvareh. No, na /2 klepetobkavi.si prav tako lahko najdete ne samo minule posnetke in minule prispevke, če ste morda zamudili katero od oddaj Klepet ob kavi, temveč lahko najdete tudi ostale zanimive članke, zanimive raziskave, zanimiva orodja, zanimiva izkustva, zanimiva mnenja, zanimive artikle, produkte, ki vam lahko spremenijo življenje, ampak pravzaprav ste to vi tisti. In vse to so zgolj orodja, ki pa jih moramo uporabljati. A ne? Ja, Rudolf Steiner, ga bom spet omenil, je rekel v knjigi Kako dosegati višje svetove, je zelo lepo povedal, da vsakič, ko te nekaj razjezi, predrami v negativnem smislu, padaš eno stopnico nazaj. In dokler vseh aspektov, vseh prejšnjih stopnic ne prehodiš, ne ozavestiš, nisi pripravljen na naslednji nivo.